Po dosedanjih izkušnjah pri prevajanju iz nizozemščine v slovenščino pride na koncu manj znakov besedila. Ampak to ni še nobeno zagotovilo. Na eni strani h gospodarnosti stremiš, ker je v slikanicah, stripih manj besedila in je bolj razgaljeno, v romanu se marsikaj skrije. In v dobri slikanici v idealnem primeru vsaka beseda na svojem mestu. Po drugi strani si v gospodarnosti prisiljen zaradi okvirčkov, zaradi vpetosti besedila v ilustracije. In če to na hitrico ponazorim iz obeh omenjenih del, v Pozor, huda babica gospod Nedovoljc po gozdu obeša table. In na eni od njih piše Pozor, bos zven. Se pravi, dva zloga v nizozemščini. V slovenščini je to po ovinku postala svinja grmičarka. Predolgo za tablo. Na nekem drugem mestu smo lahko pri daljšem zapisu stanjšali pisavo. Tukaj pa je bila ta sreča, da se je svinja grmičarka pojavila na prejšnji strani, poleg tega pa se je skrivala v obrisu gozda, v katerem je visela tabla. In tako je bilo na koncu dovolj samo Pozor, grmičarka. Pojavi pa se v naslednjem delu še v Mamutu, ki je sicer samostojno, in sicer kot grafit, Bosvein je bila tukaj. Če bi spisala svinja grmičarka je bila tukaj čez celoten rov, bi povozila že naslednji znak. In ko sem spustila 3 predloge skozi lektorsko uredniško sito, je na koncu postala S. grmičarka je bila tukaj. No, toliko za pokušnjo. Ja, medmeti. Med prvo verzijo se igram, kaj je možno prenesti iz nizozemščine, kaj kreativnega se meni utrne, neke bele lise pa tudi ostanejo. V drugi verziji je potem treba to doreči, izpiliti. In ravno v Mamutu je bilo toliko medmetov, da sem šla gledati takratno produkcijo, domače stripe ali pa dela s podobno vsebino in tudi prevedena, in na koncu se je za Zlato jamo izkazala Šnofjeva druščina od Boštjana Gorenca. Tako potem vidiš, kaj je že v jeziku možno, in dobiš še ideje zase. Definitivno pomaga in bom kar na hitro skicirala s trenutnim delom od Stefana Bovnena, ki ga imam na mizi. Tokrat gre za kratko prozo, ampak med branjem sem avtorja kar videla na odru, kako nastopa, rad nastopa, in pa tudi po njegovih delih so posnete predstave. In pojavi se tak naštevalni odstavek, kot že v stripu, prejle pri grmičarki, ko je ustvarjal napeto z čakanji dolgi rilec luza skrače debele. In nek podoben naštevalni odlomek imam zdaj v kratki prozi, kjer me slovenščina zapeljuje k rabi glagola. Ampak po drugi strani je to avtorjeva raba. Tako da to še zdaj ostaja odprto, bom pa tudi videla, kaj bo šlo skozi lektorsko uredniško sito. Te nevarnosti se zavedam, ker me pogosto najdejo s knjige s humorjem, in mi je jasno, da bom foro, ki je meni smešno, obarvala po svoje.
Pomaga kritičnost v drugi, tretji verziji, ko imaš že vse like pred sabo in vidiš, pri Janu de Kinderju je šaljivost, prijazen humor, kaj bo mali volk rekel svojemu očku, velikemu volku. Tam ni bilo sarkazma, ironije. Pri Bovnenu je že pobalinskost. Možne so nove tvorenke, vem, da je stranišče na Štrbunke postalo smrdarna. Ali pa tudi besedne igre, večja pogovornost, imela sem recimo švicštumfe, ali pa tudi že na zelo osnovni ravni. Jaz sem kolebala med spodnjimi hlačami in gatami in sem dala spodnje hlače. Ko je šla še urednica skozi, Jana Bauer, je predlagala gate, se pravi, več ušes tudi več sliši. No in ko omenjam Jano Bauer, Bovnen diši tudi po nonsensu. So določena mesta v besedilu, kjer se prevajalske antene sprožijo in ne veš, ali razumeš ali ne razumeš fore, ali se morda flamski bralci zraven krohotajo, zato ker je to navezava na njihovo kulturo. Google ti ne da enoznačnega odgovora in potem vprašaš avtorja in ti pove, da mu je preprosto dobro zvenelo. To je bila v bistvu improvizacija znotraj okvirov. Avtor je nastopal s Kamišibajem, jaz sem imela slikanico v naročju. Tako da struktura je bila podana in še pred nastopom sem ga vprašala, v katero smer bo šel. Je pa bilo vseeno za nekoga, ki je vajen doma v miru žvečeti besedila, to izredno stanje. Spomnim se, da sem prečesala YouTube za morebitnimi avtorjevimi nastopi, katere tehnike risanja uporablja, ker nastop je bil zamišljen kot interaktiven, da bo sodelovala otroška publika. No, kar se pa potem same dinamike tiče, pa se mi zdi, da je dobro izpadlo, ker je avtor torej nastopil s Kamišibajem, kar pomeni, da so otroci imeli samo podobo in zven tujega jezika, nizozemsko, flamsko, eksotično. In šele potem, ko so si mogoče že nafantazirali svojo zgodbo, je prišel slovenski stavek. V originalu so kombinacije črk dejansko nizozemsko zveneče, recimo z v, ng, dvojni vaji. In zvenijo smešno, grozeče. In mene je prešinilo, da na takih kreativnih mestih slovenski šumniki pogosto izvisijo. Nisem si pa upala kar posegati, ker je bil tokrat še en nov, pomemben dejavnik odločanja. Predviden je bil nastop Stefana Bovnena v Sloveniji. In ko sem pomislila, da bi imel z otroki delavnico ali pa da bi se zgodil tak nastop na Vodnikovi domačiji in bi avtor kot mlak mlatec na odru rekel wow, in bi jaz to resnicoljubno tolmačila kot šaša, bi mu mogoče morala par stvari pojasniti. Najprej sem vprašala Jano Bauer kot prevedeno avtorico, kako bi se ona počutila, če bi se to zgodilo. Potem pa sem od nje in tudi od urednice knjige, Nike Mušič, dobila zeleno luč, da je v redu ideja. In ker sem tako ali tako morala pisati avtorju, mi je tudi on potem še dal svoj blagoslov. Pisati sem pa namreč morala zaradi obeh plemen. Pri imenih sem se vrtela v krogu, ker je bilo možnih več interpretacij. Rauchtaler, ta navezava na neandertalce, bila jasna. Potem pa je avtor potrdil, da gre bolj za surovost kot pa divjost, neustrašnost ali kosmatost, zato so postali potem brutentalci. Pri krah kak, mlak mladci, pa mi je pomagalo, da je razložil sam postopek, kako je prišel do besede, izhajal je iz mletja in potem nekaj zraven temu, kar je dobro mu zvenelo, krah. Ti liki so bili ilustrirani z gorjačami in meni se je vsiljevalo, da mlatijo. Mlatec. In v slovenščini je pa že navezava, mlatec, mladec, ni tako tuja beseda. In potem sem poiskala še nekaj
temno zvenečega Mlak mlatec. In pa seveda še aliteracija, super, če uspe. Jaz sem pri prvem branju videla samo ritem. Šele Google mi je povedal, da gre za pesmico. In potem sem razmišljala, ali imamo v slovenščini kaj podobnega za ustvarjanje napetosti na to vižo smukanja. Teo gre z okna na vejo, z veje po deblu, z debla na tla. Vprašala sem tudi nekaj slovenskih mam. Nekako nismo imeli ideje. In avtor je tudi odgovoril, da bi majhen del flamskih bralcev prepoznal to navezavo na pesmico. Zato sem se potem vrnila k svoji prvi izkušnji pri branju, da sem ustvarila ta ritem napetosti z uporabo AI in pa besedni red sem zamenjala. Ja, kot omenjeno, tokrat gre za kratko prozo. Spremljamo deklico Najdenko, ki jo naplavi v vas, v kateri si postavi svoj gumagunc in vas ubrani pred superovačema. Se pravi, ta kreativnost se nadaljuje. Nadaljuje se tudi humor. Mene je malo spomnilo na Butalce, ampak ni čisto isto. So pa liki karikature. Recimo župan rad slovesno govori. Njegov pomočnik vozi športen avtomobil in se preobleče za vsako priložnost. Posebnost, ki mi trenutno dela sive lase, je pa policist Vili, ki zavija in preklinja po svoje. In med delanjem prve verzije sem ga slišala govoriti dolenščino. Ampak to ni moj materni dialekt in tisti zapis bi mogoče na trenutke lahko bila tudi prekmurščina, ker prav tako ni moj materni dialekt. Tako da policist Vili trenutno govori vilijevščino in jaz upam, da se kmalu izjasni, ker se bliža oddaja prevoda. Hvala za povabilo. Srečno.